športna referenta Kristjana Zorko in Aleksandra Jakoša, da se približata in podelita celoletni pokal. Letos smo, tako kot vsako leto, izvršili turnirje v odbojki in pri fantih tudi nogometu. Najtežje je bilo realizirati vsak turnir, kot smo si želeli po pogojih na začetku leta. Nekateri športniki so dokazali izvrstno zmogljivost pri svojem delu in pokazali, da v skupini je lažje delati. Za prihodnje leto bi morali vztrajati v medsebojnem sodelovanju, da bi lažje dosegli cilje in poboljšali smernice do vsakega turnirja. Želimo, da bi se vsi udeležili športa z veseljem in napredovali v naši skupnosti, ker vemo, da se lahko spremljamo med seboj v prijateljski družbi. Letos mladinskega dneva pri Stavi ni bilo mogoče izvršiti zaradi vremena. SDO ni igral odbojke, SFZ so pa igrali. A finale ni bilo takrat med fantom San Martina in Ramusa. Igrali so danes in zmagovalci so fanti iz San Martina. Na skupnem mladinskem dnevu vsako leto podelimo zvezdni pokal, ktorega v svoji trikrat zaporedoma ga tudi obdrži. Lani je zvezdni pokal obdržala mladina iz Augusta. Zato bomo danes podelili nov pokal, ki smo ga poimenovali po France Jermanu. France je bil povodnik smučarskega tega po vsej širni Argentini. Svoja športna javnost je zapustila sledove tudi v gorništvu. Leta 1952 sta s Dinkom Bertoncem prvič preplezala slovenski zvonik. Težaven in tedaj najpomembnejši vzpon na področju katedralskega pogorja. Živahna udeležba mladih slovenskih priseljencev v okoliških gorah je porodila zamisel o slovenskem planinskem društvu. Med povodniki je bil tudi Jerman, ki je leta 1951 postal prvi predsednik. Društvene obveznosti so se z rastjo slovenskih družin razširile tudi na šolsko in kulturno javnost, pri kateri je France prispeval svoj delež za ustanovitev srednjošolskega tečaja in je na njem tudi poučeval. Med rojaki in baročkim prebivalstvom se je zaslužil veliko spoštovanje in ne samo zaradi športnih dosežkov, ampak tudi zaradi velike podjetnosti in pionirskega dela. Vsak naše hvaležnosti nosi zvezdni pokal svoje ime. Sedaj pa bomo razdelili pokale. Turnir MTO, ki se je izvršil 20. junija v San Justu. Pri dekretih prvo mesto so dobile dekrete San Justa. Pri fantih prvo mesto so dobile fantje iz Ramosa. So v sestevanju celotnih točk pridobile 6. mesto s 12 točk
Negleta iz Karabacchaja. Peto mesto z 24 točk Negleta iz Lanusa. Četvrto mesto z 37 točk Negleta iz San Martina. Tretje mesto z 39 točk Negleta iz Pristave. Drugo mesto z 68 točk Negleta iz Ramosa. Prvo mesto so videli Negleta iz San Justa, ki sprejmejo pokal z 84 točk. Pri fantih so v sestavanju celotnih točk pridobili. Šesto mesto z 14 točk fantje iz Karabacchaja. Peto mesto z 36 točk fantje iz Pristave. Četvrto mesto z 48 točk fantje iz Lanusa. Tretje mesto z 52 točk fantje iz San Martina. Drugo mesto z 74 točk fantje iz Ramosa. Prvo mesto so osvojili fantje iz San Justa, ki sprejmejo pokal z 80 točk. Torej, v sestavanju bomovih imamo da. Šesto mesto je za mladine iz Karabacchaja z 26 točk. Peto mesto je za mladine iz Lanusa z 72 točk. Četvrto mesto je za mladine iz Pristave z 75 točk. Tretje mesto je za mladine San Martina z 89 točk. Drugo mesto je za mladine iz Ramosa z 142 točk. In prvaki so mladine iz San Justa z 164 točk in s tem osvojijo pokal imenovan po Franciju Jermanu.
pa še skupno zapojmo mladinsko himno. Da ostanete v prijetni družbi ob veseli glasbi. Najlepša vam hvala in nasvidenje.